Spoštovani, lepo vsi pozdravljeni. Začenjam s 24. sejo Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport. In sicer smo se na pobudo kolega Državnega sveta gospoda Branka Šumenjaka odločili, da sejo naše komisije izkoristimo tudi za predstavitev faksimila prve slovenske zgodovinske knjige z naslovom, ki ga vidite na zaslonu, Antona Vramca, in več o njem potem kasneje, tako da bi najprej zato, ker preden povabim še dva, ki bosta poleg mene vodila ta uvodni del, do predstavitve te vsekakor zanimive in pomembne knjige je prišlo na pobudo kolega Šumenjaka, tako da bi najprej njega prosil, da pove nekaj pozdravnih besed. Gospod Šumenjak, prosim, izvolite, imate besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Ne bom nikogar posebej imenoval za Državni svet, ki je danes pripravil pod okriljem Komisije za kulturo, šport in znanost to predstavitev knjige. Smo vsi, ki danes tu sedimo, enaki. Zato bi povedal najprej, da vas pozdravljam tudi v imenu predsednika Državnega sveta, ki me je za to pooblastil, in ker je danes na drugi dolžnosti v Črnomlju, se opravičuje, ker je tudi on član te komisije in pa ne more biti danes z nami. Zakaj je prišla ideja za to predstavitev v Državnem svetu? Namreč Anton Vramec, doktor Anton Vramec, verjetno prvi doktor znani na slovenskem področju, je bil rojen v Ormožu oziroma v njegovi okolici, to se pravi tam, kjer živim jaz. Zato sem ponosen na to in zato, da bi nekako spromovirali avtorja, ki je prvi slovenski avtor zgodovinske knjige, jo je dal tudi natisniti v Ljubljani, sam piše, da je natisnjena v slovenskem jeziku. Hrvaški raziskovalci so sicer povedali, da bi to ne bil pomenilo, da je to hrvaški jezik, ampak dobro, to je pač stvar prepričanja in pa stvar razprave, ki se bo verjetno odvila pozneje, ko bo to avtor te knjige današnje oziroma razprave in pa analize in pa polemike okrog tega predstavil. Zdaj, ker je danes tudi materinski dan, vsem iskreno čestitam v tem prazniku, predvsem ženskemu delu današnjega obiska tukaj, in vam želim, da budno spremljate to zadevo, kajti na koncu bomo poskušali oblikovati nekaj sklepov, na podlagi katerih bi ta predstavitev potem dobila tudi neko težo. Tako da še enkrat dobrodošli v Državnem svetu in bilo užitka ob poslušanju in potem tudi ob vprašanjih avtorjem in pa gospe, ki bo tu moderirala zadevo, da lahko potem odgovorijo tudi na kakšno vprašanje. Hvala lepa, kolega Šumenjak. Torej, najprej bi predstavil potek tega današnjega srečanja oziroma predstavitve knjige. Po uvodnem delu bi imeli kratek odmor z majhnim presenečenjem, povezanim z gostoljubnostjo kolegov Štajercev, in potem bo svobodna razprava. Odvisno od števila razpravljavcev bomo videli, ali bo treba čas omejiti, sicer pa prosto. Kolegi državni svetniki seveda ni treba, da se prijavljajo, ker so člani komisije. Vsi drugi pa prosim, da če želite razpravljati, se prijavite na listih, ki jih imate. V glavnem, da se na nek način javite, da bomo potem lahko imeli neko normalno zaporedje. No, zdaj pa, ker imam glavnega predstavitelja knjige, gospoda Šiška, že na svoji levi strani, vas ga lepo pozdravljam. Bi pa povabil še gospo Kornel Umek, če se pravzaprav kar pride za govorniški oder in na kratko predstavi gospoda Šiška kot enega najbolj zaslužnih za izid tega faksimila prepisa v
Gajico in tudi enega od glavnih avtorjev knjige, ki je zraven. Prosim. Lepo pozdravljeni in hvala za besedo. Delo Andreja Šiška, Anton Vrambec in Slovenci je pravo odkritje na področju poznavanja slovenske zgodovine na ozemlju, ki je bilo v raziskovanju do nedavnega tabu tema. Če je bilo o izgubi slovenskega narodnega ozemlja na Koroškem napisanega največ, je bilo o izgubi slovenskega ozemlja na zahodu in krčenju Primorske ali točneje Goriške, Tržaškega in Istre napisanega že manj. In že tu je bilo glede Istre in jugozahodnega dela veliko zamolčanega. Zamolčano pa je bilo celotno vedenje, do kje je segalo avtohtono slovensko prebivalstvo v osrednjem delu in na jugovzhodu. Narodnostna meja in prebivanje avtohtonih Slovencev je bilo v preteklih stoletjih veliko južneje, kot je danes, in ni res, da bi od nekdaj tekla meja po Kolpi in Sotli in da se nikoli ni spreminjala, kot piše v zgodovinskih razpravah in učbenikih. Slovenska osamosvojitev leta 1991 je bilo res prelomno zgodovinsko dejanje, a do resničnega poznavanja naše zgodovine čaka še veliko dela. Zato je delo Andreja Šiška eno od takih, ki odkriva novo poglavje v poznavanju naše preteklosti. O Vramcu in njegovem pomenu za Slovence je prišla po 435 letih pozno, a še ne prepozno, da se Slovenci zavemo, kaj smo v preteklosti bili in da to ohranimo za bodoče rodove. Znanje je bogatstvo, prav uporabljeno znanje pa daje upanje za prihodnost. Avtor po stroki ni ne zgodovinar in ne jezikoslovec, a pomen dela se ne šteje po nazivu ali statusu, ampak po tem, kaj prinaša novega in zvirnega in po metodah, ki jih je uporabil. Z izjemno kritičnostjo in lucidnostjo se je lotil analiziranja virov in literature. Primerjalno metodo je uporabil tako, da je obravnaval Vramca v njegovem času in primerjal dela avtorjev, ki so pisali o Vramcu v poznejših stoletjih. Uporabil je številne vire in literaturo, iz katerih posamezne dele besedil navaja v originalu in slovenskem prevodu, da je mogoče sproti preverjati, kaj so v resnici napisali. Avtor je predtem preučeval starejšo zgodovino in urejal prevode piscev, ki so v preteklosti odkrivali drugačno resnico, kot jo prikazujejo danes. To mu je dalo spodbudo za pričujočo razpravo. Delo je nastalo brez državnega denarja, ki se namenja za projekte in inštitucije, tako kot so nastajala dela v času, ko še nismo imeli lastne države in državnih inštitucij. Faksimile Vrančeve kronike in študija Andreja Šiška sta nesporno novost pri prikazovanju slovenske zgodovine v 16. stoletju in mimo nje ne bo mogel nihče, ki bo hotel prikazati dogajanje tedanjega časa. Humanistična stroka, ki mnogokrat ne vidi dlje od Ljubljane in je žal ujeta v ozemlje sedanje Slovenije tudi, ko prikazuje dogajanje za stoletja in tisočletja nazaj in še danes mnogokrat ne vidi in ne čuti dele narodnega ozemlja zunaj državnih meja, kaj šele, da bi segla kam dlje v Evropo, čeprav kar naprej ponavlja, da so meje v glavah, bo težko razumela in še težje sprejela resnico, ki je prinaša knjigo. Hvala. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospe Duši Karnel Umek za kratko predstavitev. Mogoče še z moje strani par uvodnih besed. Seveda, ko sem dobil faksimile in prepisal Gajico in še obsežno spremno knjigo, sem najprej pogledal, zakaj gre, čeprav se mi je zdelo, da imam Antona Vramca vendarle v svojem dolgoročnem spominu. No in vendarle treba povedati, mislim, da sem slišal o njem med študijem na filozofski fakulteti, na slovenistiki. So seveda tudi naši strokovnjaki o njem že pisali, skratka ni popolnoma neznano ime, recimo kolegica, ki jo lepo pozdravljam, dr. Alenka Šivic-Dular je pisala tudi o gospodu Vramcu. No, eno od temeljnih meril, če nekoga štejemo za Slovenca oziroma za pomembnega za Slovence in slovensko zgodovino, je pa gotovo tudi to, ali je uvrščen v slovensko
enciklopedijo. No, in če pogledamo na enega zadnjih zvezkov iz leta 2000 pod geslom, seveda pod črko V, dobimo Anton Vramec, kratek sestavek v enciklopediji Slovenije. Avtor mislim, da je bil kolega dr. Janez Rotar. No in tam pač piše, že da, kar je bilo seveda odkrito relativno pozno, da je bil rojen v Ormožu oziroma nekje v bližini Ormoža, kar je zdaj seveda znanstveno nekje dokazano. Glede te njegove kronike, ki je seveda navedena, pa še postila, če se ne motim, pa drugih njegovih seveda besedil, pa piše, da je on predstavnik kajkavske književnosti oziroma književnosti v kajkavskem jeziku, no, kar je seveda tudi izhodišče za razpravo. Skratka, rekel bi, da že glede na to, da je rojen v Ormožu ali v njegovi bližini, glede na to, da je pač tudi nekaj časa bival, preden je bil potem v Zagrebu, v naših krajih, da je sama stvar išla, seveda, ker je bila tukaj tiskarna v Ljubljani. Mislim, da ga upravičeno štejemo za pomembnega našega človeka in mislim, da je tudi pravilno, sem se takoj strinjal, da mi to predstavitev organiziramo, ker do sedaj je bila samo v Ormožu, v bistvu v lokalnem okviru, da se ne bi pozgodovila zgodba recimo s pravzaprav bližnjim, tudi pomembnim pesnikom in sicer Slovencem, Stankom Vrazom, Cerovčevim gospodom, ki je potem prišel iz slovenskega kulturnega okolja v Zagreb, po hrvaško kulturno okolje, kjer je postal ravno zato, ker ni bil Prešeren, ampak drugačen kot Prešeren, eden najpomembnejših hrvaških romantičnih pesnikov. Tako da mislim, da je pravilno, da danes v okviru slovenske države tudi take stvari oziroma ljudi, ki niso v središču, predstavljamo. No, toliko za uvod, zdaj pa dajem besedo gospodu Šišku, prosim. Vsem vam želim seveda osti are. Najprej bi se tudi zahvalil Komisiji Državnega sveta, gospodu Božiču in gospodu Šumenjaku, ki sta zaslužna za to, da danes lahko tukaj na tem mestu predstavim to, po mojem mnenju, izjemno pomembno slovensko knjigo. Pred seboj imate na moj levi na platno, vidite predgovor kronike. To so besede, ki jih je napisal Antol Vramec. Že takrat se je zavedal, kaj vse mora nek državnik poznati, da lahko vodi svojo državo, uspešno vodi svojo državo. In mislim, da je prav, da je predstavitev te knjige ravno tukaj. Prva predstavitev, kot je povedal gospod Božič, je bila v Ormožu, to zato, ker je Vramec od tam doma, ker so tam njegove korenine, potem pa mislim, da je kar druga predstavitev popolnoma pravilna, da je tukaj v Državnem svetu. Vidite naslovnico kronike, ohranjena je samo ena naslovnica, knjigi sta ohranjeni dve, ena se nahaja v Zagrebu, druga v Ljubljani. Ta naslovnica je vnuko, tista zagrebška knjiga nima naslovnice, je iztrgana iz knjige. Na naslovnici v ogrski pisavi takratni, ki se nekoliko razlikuje od Trubarjeve in ostalih slovenskih protestantskih piscev, se pravi predvsem ŠČŽ so drugače zapisani, pa tudi druge stvari so malo drugačne, je navedeno kronika Vezda znovič spravljena kratka slovenskim jezikom. Se pravi, to pomeni kronika zdaj, Vezda je zdaj, znovič spravljena kratka slovenskim jezikom in štampana v Ljubljane, leta 1578. Ni nobenih jejev. Se pravi, večinoma Ljubljančani še vedno govorijo, da so doma z Ljubljane. Ta najstarejša slovenska tiskana zgodovinska knjiga obravnava občo zgodovino od najstarejših časov, se pravi nekje od tako imenovanega nastanka sveta po biblijski varianti in pa potem seveda do leta 1578, ko je knjiga išla. Največji poudarek je dejansko na ogrski zgodovini, kajti dežela ali kraljestvo, slovensko kraljestvo oziroma kraljestvo Slovenije se je nahajala v ogrskem kraljestvu oziroma kraljestvu krone svetega Štefana.
Prav tako pa je v knjigi tudi kar precej pomembnih zadev za slovensko zgodovino v širšem in ožjem smislu. Tudi tu je poudarek na tem slovenskem kraljestvu. Omenjene so tudi vojvodstva, Štajersko, Krajinsko, Koroško oziroma Korotansko, kot pravi sam Vramec, in pa Istrija, to je to, ja. Precej je seveda noter v knjigi zapisanega tudi o cerkveni zgodovini, kajti Vramec je bil duhovnik in teolog, tako da pa tudi v tistem času vemo, da tudi vsi ostali pisci tistega časa, kot so Trubar, Bohorič in ostali, so bili nekako precej cerkveno smereni, čeprav moram posebej poudariti, da Vramec ni bil protestant, Vramec je bil katoliški župnik. Je pa res, da je tudi on imel težave. Tudi on je imel ženo in otroka v tistem obdobju, kar pa ni bilo pravzaprav to nič neobičajnega, kajti tudi papeži so imeli takrat otroke. Kdo je Anton Antol Vramec? Zakaj dve imeni? Zato, ker se v latinskih virih, kjer je recimo sam se podpisoval kot Antonius Vramec. V obeh knjigah, ki sta išli v slovenščini oziroma v slovenskem jeziku, je pa na naslovnici navedeno Antol Vramec. Se pravi drugačna oblika imena. Tukaj navzoči sodelavec Franc Krnjak iz Ormoža je razvil tezo, da gre v bistvu za narečno oziroma ogrsko različico imena Anton, Antal, Antol. In to je zelo verjetno pravilno. Rojen je v Ormožu leta 1538, umrl je leta 1588 v Varaždinu. Najpomembnejše je to, kar se nanaša na leto 1558, zaradi tega tudi vemo, da je z Ormoža, kajti na medštudentski Dunajskega vseučilišča je zapisan kot Antonius Vramec Fridavensis Stirus, kar pomeni ormoški in pa Štajerc. Sam je pa tudi na Dunaju napisal besede Štajerska me je rodila, Sveti Dunaj vzgojil. Se pravi, on sam je absolutno bil Štajerc in se je imel za Štajerca. Je pa res, da pozneje, ko ga je pač pot ponesla v druge kraje, je največ živel in delal v kraljestvu Slovenije oziroma v Slovenskem kraljestvu. Predtem je bil kaplan Slovenske bratovščine v Zavodu svetega Hieronima v Rimu, kjer je doktoriral iz teologije in filozofije. Potem, to je bilo leta 1567, naslednjo leto je že postal najmlajši kanonik v Zagrebu v kraljestvu Slovenije. Leta 1573 mu je tedajni škof Svete Cerkve Zagrebečke Slovenske, Juraj Draškovič, dodelil naslov arhidiakona v Varaždinskem arhidiakonatu. Potem se leta 1578 je že spet na Štajerskem v Brežicah, tam je očitno tudi dokončal svojo kroniko, ki jo je istega leta potem dal natisniti v Ljubljani. Kasneje je bil še dubiški arhidiakon, bil je večkrat poslanec Večje kraljestva Slovenije in tam je tudi postal leta 1581 prisednik oziroma prisednik Banskega oktavialnega sodišča, kar je bil vse do svoje smrti v Varaždinu leta 1588. Kakšen je pomen Antona Vramca za nas Slovence? Dejansko je začetnik oziroma eden izmed začetnikov slovenskega slovstva temelječega na panonski narečni skupini. Vemo, da danes poznamo uradno 3 različice slovenskega knjižnega jezika, osrednje slovensko, vzhodno-štajersko in pa prekmursko. Vzhodno-štajerska in prekmurska sodita med panonsko narečno skupino in k tej bi bilo potrebno dodati še 3, to je pa ta bezjaška skupina, v kateri so zraven Vramca še drugi pisci iz 16. in 17. pa tudi 18. stoletja, bomo jih predstavili na koncu malo bolj podrobno. Kar pa je zelo pomembno je to, da je bil Vramec izpričan in izrazit, da ne rečem dobesedno goreč domoljub, z izpričano slovensko narodno zavestjo. To izhaja iz njegovega uvoda v kroniki, ki je napisan sicer v latinščini, ampak iz prevoda je popolnoma jasno, kaj govori, komu je knjiga namenjena in za koga gre. Pomembno je tudi to, da je razlikoval, in to jasno je razlikoval med seboj narode v ogrskem kraljestvu. On govori o ogrih,
v smislu Mađari, čeprav Ogri niso samo Mađari, omenja pa zraven Ogrov še Hrvate in pa absolutno tudi Slovence. Tudi njihove dežele loči, govori o ogrski, Hrvaški in Sloveniji, oziroma Horvateh, kot uporablja to obliko, pa Slovenijeh. Torej, ohranil nam je zapis imena Slovenija v štajerski narečni obliki, ki se je v 16. stoletju uporabljala z končnico In kar je zelo pomembno, z svojima knjigama, kajti ni izdal samo kronike, temveč tudi postilo, ki je šlo leta 1586, jasno in odločno pobija vse tiste, ki še danes trdijo, da Slovenci nismo imeli narodne zavesti vse do leta 1848 in da do takrat tudi nismo bili narod. Vranec kaže, da temu zanesljivo ni tako. Tukaj imamo pred seboj tabelo izpisov teh najpomembnejših imen, etnonimov in pridevniških oblik in vidimo, koga vse je Vranec v svoji kroniki poznal in zapisal. Največkrat je zapisal ime Sloveniji. In sicer že 2175 pred našim štetjem bi naj Sloveniji že prebivali, seveda na tem našem ozemlju današnjem. Ravno tako leta 334 pred našim štetjem. Spet 271 našega štetja, 373, 429, 747, 928 tega leta zapiše, da so bili Sloveni, ki se imenujejo Veneti, pobiti na Nemškem in potem še naprej leta 1035, pa 1526 in 1542. Ime Slovenije, vidite, je zapisal 8-krat, leta 280 našega štetja se nanaša na Srem, to ime, medtem ko leta 1542 do 1573 je pa dejansko to slovensko kraljestvo med rekami Drava, Donava, Sava, Kolpa, do gozda nekako. Uporablja tudi ime slovenska zemlja, pozna slovenskega kralja, dvakrat ga omeni, slovenskega hercega ali vojvoda omeni enkrat, zapis Slovenci, to je sicer pričakovano, ampak točno to, zapis Slovenci postavlja v leto 1455. Bomo ga pozneje podrobneje pogledali. Se pravi, skoraj 100 let preden je Trubar napisal svojo knjigo Ljubim Slovencem, je Vranec prepričan, da so Slovenci seveda že prebivali. Ne samo, da so prebivali na tem območju, ampak so se tako tudi imenovali in so skupaj z Ogri in Hrvati se bojevali proti Turkom. Potem imamo 9-krat omenjenega slovenskega bana, to se nanaša vse na 16. stoletje, kar je tudi zelo zanesljivo, kajti on je v 16. stoletju dejansko živel in je nekako verodostojna priča, veliko bolj kot v teh starejših obdobjih. 2-krat je uporabil zapis slovenski orsak, kar pomeni slovenska dežela ali kraljestvo, ravno tako, ampak ta orsak je pač mađarska beseda, ki se je uporabljala na tem območju, in pa enkrat slovenski biškup ali škof, ki se nanaša na leto 110 našega štetja, kar bi torej pomenilo, da so takrat že obstajali škofje, slovenski, krščanski škofje, čeprav večina ljudi seveda ni bila pokristjanjenih v tistem obdobju. Te dežele sem že prej omenil, ker bom malo skrajšal predstavitev, da ne bom predolg. Predvsem bi opozoril na to, da so v knjigi omenjena naslednja mesta in trgi slovenski: Ormož, Ptuj, Radgona, Kostanjevica, Brežica, Pul, oziroma on piše Pule, Ljubljana, Varaždin, Zagreb, Ivanič, Rakovec in Krapina. Tudi cela vrsta pomembnih slovenskih zgodovinskih oseb je navedenih v tej knjigi, od zadnjega celjskega kneza Urha ali Ulrika II. Do generalov in slovenskih banov, to bom preskočil. Želim pa opozoriti na naslednje. V latinskem uvodu Vrančeve kronike so naslednji zapisi, ki točno kažejo na njegovo zavest in poznavanje pojma narod. Namreč kroniko je posvetil stanovom in redom kraljestva Slovenije. Govori o naših običajih, govori o ljubezni do domovine,
Knjiga je namenjena vsem, ki se trudijo pospeti za krmilo države. Govori o domačih in tujih narodih. Zakaj je množina? Zato, ker so bili domači narodi Mađari, zgornji Sloveniji ali današnji Slovaki, Slovenci v Slovenijah in pa Hrvati. Vsi ti so bili v takratnem ogrskem kraljestvu. Zato so to domači narodi. Tuji narodi so pa seveda drugi narodi. Ravno tako zapis s tem, ko stopate po stopinjah prednikov in svojih staršev. To se pravi, se zelo dobro zavedal, da nismo iz danes na jutri, ampak naše korenine segajo daleč nazaj in da so pomembni naši predniki in starši. In seveda zadnji navedek, pokazati nesrečni domovini zgled velikega poguma. On je namreč bil zaradi tega, ker je takrat to knjigo natisnil v nemilosti, kar je razvidno iz pisana njegovega prijatelja Blaža Škrinjariča v latinščini. V latinskem uvodu Pustile bi opozoril na naslednje zapise. Naš ilirski ali slovenski narod v našem slovenskem jeziku in pa krščanskega slovenskega ljudstva. Vidimo, da uporablja, to sicer v latinščini, besedo narod in ljudstvo, obe besedi, oboje pa pozna tudi v slovenščini. To je naslovnica Pustile, te njegove druge knjige, ki je šla leta 1586 v Varaždinu. No, sedaj pa pridemo na zapise Vrančeve v slovenščini, oziroma slovenskem jeziku, v Kroniki in Pustili, in tu vidimo, da je poznal tako narod kot ljudstvo. Imamo primere, najprej 3 iz Kronike, človečega naroda, naroda Španjol, narodom Voger. To se pravi, to so 3 različice, kjer uporabijo besedo narod. Iz Pustile so pa naslednje 3. Z Egiptoma ljudstvo spelal. Ljudstvo je seveda ljudstvo. Židovsko je ostalo ljudstvo in narodi nezahvalni. In pa še en zapis, ni eden narod. Sicer v slovenščini ni zapisal kombinacije slovenski narod, je pa to kombinacijo zapisal, kot smo prej videli, v latinščini. In že prej, kar sem omenil, o Slovencih govori v letu 1455, kar je pomembno, zaradi vseh tistih, ki trdijo, da si je ime Slovenci izmislil Primož Trubar. Točen navedek iz knjige Vrančeve se pa glasi: Janko, vojvoda s Kapistranom, fratrom z malo vojsku z Vogri, Slovenci iz Horvati, proti caru Turskomu in njegove vojske velike Idošta, pobišta cara z malo vojsko in ljudmi. Uporablja tudi takrat še znan aorist in to celo v dvojini. Tudi dvojino Kronika seveda pozna. Opozoril bi tudi na to, da je bil Vramec sodobnik Gubčevega kmečkega upora leta 1573 in v zvezi s tem je zapisal naslednje. Kmetje na Sloveniji vstali, izdignili so se bili proti svoje gospode in plemenitim ljudem, katere posekoše, obesiše, pomoriše in ostale na pokornost dopelaše. Zaradi teh besed, pa ne samo zaradi teh, tudi ostalega pisana v njegovi kroniki in zaradi drugih avtorjev, ki so izhajali iz bezjaške Slovenije, je napačno govoriti o velikem hrvaško-slovenskem kmečkem uporu, kajti šlo je izključno za velik slovenski kmečki upor, ki je zajel slovensko prebivalstvo 3 tedanjih slovenskih dežel. Slovenskega kraljestva, Štajerska in Krajinske, s tem, da pri Štajerski in Krajinski samo južnega dela. Prebivalci teh 3 dežel so bili Slovenci v vseh 3 deželah. In ti so hoteli v Zagrebu ustanoviti slovensko cesarsko nametništvo z slovenskim jezikom. Oni bi sami pobirali davke, to je bila njihova namera, medtem ko so Hrvati sodelovali pri zadušitvi tega upora in sicer v plemiški vojski in pa v četah v Skoko. Se pravi, govoriti o tem, da je šlo za slovensko oziroma celo hrvaško-slovenski kmečki upor je popolnoma zgrešeno, napačno in ne zdrži nobene presoje v zgodovinskih virih. Zdaj tukaj bom pokazal zemljevid, ki je nastal na podlagi te Vramčeve kronike in drugih bezjaških piscev. Vidite mejo današnje Republike Slovenije in vidite hkrati zgodovinske dežele, kjer so v začetku novega veka, torej okrog leta 1500, prebivali Slovenci. To ne pomeni, da so prebivali v teh deželjih izključno in samo Slovenci, temveč pomeni, da so Slovenci v teh deželah predstavljali ali večino ali pa izjemno velik del. In Slovenija je dežela
ki se dejansko začenja od Jadranskega morja pa vse do Beligrada. Medtem ko Hrvaška se začenja južno od Gozda, niže od trdnjave Nehaj, južno od Senja, v notranjosti predvsem, in od tukaj se je po bitki pri Krbavi konec 15. stoletja začelo seliti hrvaško plemstvo in pa tudi preprosto prebivalstvo v Sloveniji in v Istro, skupaj s selitvom iz Bosne, Srbije, Kosova in drugih balkanskih dežel, so ti begunci pred Turki bistveno premešali narodnostno strukturo v kraljestvo Slovenije in z leti je to kraljestvo postalo Hrvaško, ampak o tem bom še tudi povedal nekaj v nadaljevanju. Zdaj večkrat sem omenil ravno to slovensko kraljestvo ali kraljestvo Slovenije. Vi pa verjetno, predpostavljam, da večina med vami danes prisotnimi nikoli ni za to sploh slišala. Obstajajo cela vrsta zgodovinskih virov, ki natančno govori točno o tem, o slovenskem kraljestvu oziroma o kraljestvu Sloveniji. Iz leta 1672 imamo tako ohranjen tale zapis, ki ga vidite tukaj. Zanimivo vsebino ima. Kraljestvo Slovenija, ki je bilo nekoč zelo slavno, se je pozneje omajalo zaradi sovražnikove moči in razdelilo na 3 dele. Namreč Dalmacijo s tisto mejo, ki leži ob Jadranskem morju, Hrvaško med Pounjem, ljudsko med Uno in Kolpo, ter pravo Slovenije, ki se razprostira od Kolpe tja do Drave, obsega dalmatinsko mesto Sen, ki je glavno mesto Primorja, do Krajinske, Koroške in Istre, na nasprotni strani do Like in Krbave, pred straže proti turškim obleganjem. Kot vidite, to je bilo ta vir zapisan 23.4.1672 in govori, da je bilo kraljestvo Slovenija nekoč zelo slavno, se pravi precej nazaj od tega obdobja, 17. stoletju, ko je bilo to zapisano. Tukaj pa imate eno skrinjo, ki se imenuje Škrinja pravic in svoboščin kraljestva Slovenije. Na njem sta 2 grba, sicer to ni original, to je v bistvu pozneje narejena skrinja na novo. Obstaja tudi originalna, ampak slike pač nisem jaz bil ustrezne kakovosti in sem moral ta nadomestek uporabiti. Na njej sta 2 grba, levo hrvaški, čeprav bo rekli kako hrvaški, če pa je modro bel. Ja, dejansko na originalu te skrinje je v tej barvi, ne v rdeče beli. Na desni strani je pa grb kraljestva Slovenije. Nekdo bo zdaj rekel, pa to je grb slavonski. Ne. Bom razložil, v čem je bistvo Slavonije sploh. To je slovenski grb oziroma grb slovenskega kraljestva. Tu na vrhu zgoraj je pa besedilo, vključno z pesmijo. Pesmijo v latinščini in ta pesem je tudi zelo pomembna, bomo videli zakaj. Kakšen pomen oziroma zakaj je sploh nastala ta skrinja? V obdobju vladavine ogrskega kralja Vlagislava II. Leta 1505 so stanovi Slovenskega kraljestva naredili prvi popis 90 dokumentov, ki so obsegali zgodovinske pravice, privilegije in svoboščine Slovenskega kraljestva. 1546 je bila izdelana prva manjša skrinjica, 1629 pa je večja kraljestva Slovenije sprejela odločitev, da je treba izdelati večjo skrinjo, v kateri bo hranili dokumente od 13. do 17. stoletja. Tako je leta 1643 Janez Zakmardi, blagajnik kraljestva Slovenije, svečano odprl novo skrinjo privilegijev ali svoboščin. In, ko sem prej opozoril na tisto pesem, ki se nahaja pod pokrovom te skrinje, je na koncu napisano naslednje. Carissima je patria sua Slovenija, ki pomeni svoj preljubi domovini Slovenije. In to predstavlja najstarejši znanje ohranjeni zapis imena naše dežele v slovenski fonetični izgovorjavi. Namreč imamo zapis Slovenija. V tej skrinji privilegijev je zraven dokumentov shranjen tudi srebrni pečat stanov in redov Slovenskega kraljestva iz leta 1496. To je ta pečat. Najstarejši dokument v tej skrinji je overjen prepis Zlate bule kralja Andreja
II. Iz dne 24.4.1222. Ta zlata bula je bila podeljena ogrskemu in slovenskemu plemstvu, ne pa tudi hrvaškemu. In prav zaradi te zlate bule so se plemiči Slovenskega kraljestva lahko udeleževali več ogrskih državnih zborov, medtem ko so bili hrvaški plemiči samo enkrat, edinikrat na državnem ogrskem zboru, sicer pa se teh več ali zborov niso udeleževali. To je primer te zlate bule. Drugi najstarejši dokument v škrinji privilegijev pa predstavljajo sklepi slovenske veče pod slovenskim banom Matejem Čako iz leta 1273. To je izjemnega pomena zaradi tega, ker je popolnoma jasno, da je šlo za večjo Slovenskega kraljestva. Moramo pa vedeti, da danes, če greste na spletne strani Hrvaškega sabora, tam piše, da je začetek Hrvaškega sabora v tej veči. Torej, začetek Hrvaškega sabora je v veči Slovenskega kraljestva. Pod številko 70 se te škrinji nahaja tudi diploma kralja Vladislava, ki je kraljestvo Slovenije leta 1496 potrdil njegov star grb. In sicer piše naslednje. Družba plemenitih iz našega kraljestva Slovenije so nam povedali, da je naše kraljestvo Slovenija od antike imela kuno za grb in ta grb je ista družba vse do zdaj vedno in vse splošno uporabljala. Tukaj imamo ročno izrisan grb z okrasom, ki se nahaja v arhivu, državnem arhivu Hrvaškem, v dokumentih Janeza Zakmardija in sicer nad pesmijo Slovenija. Ti sklepi dokazujejo večje kraljestva iz leta 1273. Dokazujejo, da je imelo slovensko kraljestvo v srednjem veku, torej ta svoj državni zbor neke vrste ali deželni zbor, svojo ustavo in svoje pravo. Viri namreč govorijo o splošni veči celotnega kraljestva Slovenije, o statutih in uredbah in o popisanih pravicah kraljestva in banstva, že pred letom 1273. To kraljestvo Slovenije je imelo znotraj svetoštefanske krone poseben status. To, da so pošiljali svoje predstavnike na ogrske državne zbore, sem že povedal, imeli so lasten starodavni grb, kot smo videli prej, prapor in srebrni pečat, kar smo tudi že videli. S tem srebrnim pečatom pa so bili pečateni vsi sklepi večje kraljestva Slovenije do leta 1848. To je pa najbolj pomembno pri vsem skupaj. Bom povedal, zakaj. Dejansko kažejo na to, vse to skupaj kaže na to, da je imelo Slovensko kraljestvo vse atribute lastne državnosti do pomladi narodov, obenem pa pomeni to tudi naslednje. Da je bila prava Hrvaška, oziroma tako imenovana kraljevina Hrvaška in Dalmacija, ki je leta 1558 dejansko preselila svoj sabor iz prave Hrvaške v kraljestvo Slovenije in se prvič skupaj z poslanci oziroma z večniki, da je bom imenoval tako, Slovenskega kraljestva skupaj imela skupni zbor. Takrat je hrvaško plemstvo sprejelo slovenski grb, govorimo seveda o panonskem slovenskem grbu, tisti kuni med dvema rekoma, kot skupni grb in ta je ostal v uporabi do leta 1847. Vsi sklepi so pečateni z tistim srebrnim pečatom. Se pravi, o čem govorimo? Mi govorimo o slovenskem zgodovinskem državnem pravu slovenske panonije oziroma konkretno slovenskega kraljestva ali kraljestva Slovenije. Ne samo ti državni simboli in narodna zavest, o kateri je že Vramec govoril, pričajo o pripadnosti slovenskih bezjaških avtorjev k Slovencem in ta zavest je bila prisotna še vso 19. stoletje celo do prve svetovne vojne. Slovenski bezjaški pisci, poleg Vramca, jih je cela vrsta, pa tudi tu niso vsi napisani, Habdelič, Petretič, Pergošič, Milovec, Belostenec, Sušnik in tako naprej, so vsi svoja dela napisali v slovenščini in jim namenili Slovencem in poznali se tudi pojem slovenski narod. Oni so bili celo prvi, ki govorijo o slovenskem narodu. Za njimi govorijo Prekmurci o slovenskem narodu in šele potem Krajnci, če bi šel po teh deželah. Tako je Juraj Habdelič 1670 izdal prvi slovensko-latinski slovar, v katerem imata naslednja gesla: Slovenec
v latinščini Sclavus ali Illyricus. Slovenska zemlja, Sklavonija, torej Sklavonija v latinščini ni Slavonija, ampak je slovenska zemlja, jasno kot beli dan. To ni samo pri Habdeliču tako. In slovenski pomeni Slavonite. Tukaj imate primer naslovnice tega dikcionarja, na katerem je tudi napis hrvatskega in slovenskega naroda. Se pravi, on spet loči in pozna dva naroda. Janez Belostenec je avtor še enega slovarja iz leta 1740. Tudi tu vidite. Slovenec, Ilirius, Sklavus, Slovenka, Ilirika, Muljer, slovenski, slovenska in pa kontra Sklavus, latinsko-slovenski del Sklavus je tudi slovenec. Slavonija v latinščini je slovensko kraljestvo pod ogrskim korunom. To ste verjetno vsi razumeli. Dejstvo je, da pač bezjaški Slovenci so uporabljali bolj pogosto črko U, tako kot recimo Dolenci uporabljajo akanje, črko A, in še druge slovenske dežele, včasih malo pač v narečju govorimo malo drugače, ne. To je to in nič drugega. To je pa naslovnica tega gazifilaciuma. In še tretji slovar bom pokazal, ker tudi ta Ferenc Sušnik je avtor štirijezičnega slovarja, ta je pa najbolj pomemben, izšel je leta 1742, kajti v njem je spet Slavonija, slovensko kraljestvo, Slavonija je latinščina, slovensko kraljestvo je jasno, kaj je, das Königreich Slavonien je nemščina in tot Orsak je mađarščina. Se pravi, v 4 jezikih imamo ime, kaj pomeni slovensko kraljestvo oziroma v latinščini Slavonija. To je pa naslovnica še te knjige. Opa, sem se čisto na koncu. O teh slovenskih bezjaških avtorjih, ki so živeli in delali v 16. in 17. stoletju, nekateri tudi še v 18. so se slovenski srednješolci učili v 19. stoletju in pa v prvih 2 desetletjih 20. stoletja. Dokler nismo po prvi svetovni vojni prišli v kraljevino SHS. Tam pa je bilo konec. Tukaj imam 2 slovenski slovstveni čitanki cesarsko-kraljevega profesorja doktora Jakoba Sketa. Tale je starejša iz leta 1893, tale je pa novejša iz leta 1914, ko se prva svetovna vojna začela. V obeh knjigah so vsi ti bezjaški slovenski pisci, sicer imenovani kajkavski, ampak lepo piše, da je kajkavščina slovenščina. Jaz uporabljam tisti izraz, ki je v zgodovinskih virih bil prisoten. Kajti noben od teh piscev, niti Vramec, Habdelič, Petretič, Perkošič, Belostenec ne pozna imena, izraza ali pojma kajkavec ali kajkavski. Poznajo pa ime bezjaki in bezjaška Slovenija. No, z nastankom, kot sem povedal, kraljevina SHS so bili ti slovenski avtori izbrisani iz slovenskih učbenikov in so od takrat dalje Hrvati kajkovci. Tu imate pa še tretjo naslovnico, to je enak učbenik, druga izdaja iz leta 1906. Tako da so bili 3 učbeniki zapovrstjo, v vseh so ti avtori navedeni kot slovenski avtori. To je pa naslovnica te knjige Anton Vramec in Slovenci, v kateri je najprej kronika Antona Vramca podrobno obdelana, potem pa vse ostalo v zvezi s slovenskim kraljestvom in še druge stvari. Ima 569 strani, plus zraven so še 3 zemljevidi, vključno s tistim, ki ste ga prej videli. To se pravi Slovenci okrog leta 1500. To je to, hvala za pozornost in seveda še enkrat ostjari. Gospodu Šišku se zahvaljujem za kratko predstavitev same knjige Antona Vramca in tudi nekoliko širšo predstavitev problematike. Kdo smo Slovenci, odkot izhajamo, kje vse smo nekoč živeli. In sam kot seveda poznavalec srednješolskih beril se strinjam, da je pri Jakobu Sketu, da so ti avtori pa še marsikdo drug, ki so kasneje že med 2 vojnama pa
po drugi svetovni vojni izpadli iz beril. To seveda drži. No, mogoče kot izhodišče za polemiko, za razpravo, ki bo sledila po odmoru, ker sem med tem ugotovil, da pač nimamo kot sicer na posvetih Državnega sveta pripravljenih prijavnic z lističi, bomo to organizirali pač z javnim dvigovanjem rok, kot imamo sicer običaj na sejah, po načelu, kdor pride, prej melje, ne, se pravi, želim samo, ker vseh ne poznam, da se potem predstavite, ko pridete za govorniški odar. No, sam bi pa mogoče komentiral, kako je to glede odnosov med Hrvati in Slovenci zabeleženo v slovenski poeziji in hrvaški poeziji. Verjetno nihče od vas ne ve, pa tudi jaz tega ne bi vedel, če ne bi pač raziskoval tudi hrvaških srednješolskih beril, pa srbskih in bošnjaških. Hrvati imajo v berilu, mislim, da za drugi letnik strokovne šole, ki še vedno novem, ne, se pravi, še vedno uporablja, eno pesem Ljudevita Gaja, ne, ki ga vsi dobro poznamo, z naslovom Horvatov sloga i sjedinjenje, v kateri, to se lahko gledate v moji knjigi oziroma disertaciji, ker navajam kitice, pač jasno pravi, kdo vse so stari Hrvati in med stare Hrvate, ne, se pravi, nekoč skupne Hrvate, jasno uvršča tudi Krance in Korošce, skratka tako imenovane gorske Hrvate oziroma Slovence. Imamo pa protiutež pri slovenskih pesnikih, se pravi še pred to Gajevo pesmijo pri Valentinu Vodniku, ne, v pesmi, ki pa mislim, da se ne pojavlja več skoraj v srednješolskih berilih, to je pa vsem dobra znana Ilirija oživljenja, kjer pa seveda Valentin Vodnik razširi Slovence, ne sicer tako severno, kot smo to slišali pri gospodu Šišku, ampak gre bolj v Jadranskem morju, skratka, med stare Slovence uvršča poleg Krancev in vseh drugih še Dalmatince in mislim, da pride nekako do Boke Kotorske. Tako da v poeziji so pogledi zanimivi, zelo različni. No, vsekakor bi se pa strinjal z gospodom Šiškom, če pogledate to obdobje, se pravi druga polovica 16. stoletja, ko je ta knjiga nastala, ne, pa seveda dobro vemo, kako nagovarja Slovence Primož Trubar, ljubi Slovenci, ne, se pravi zelo zanimivo, da takrat, če vzamem Trubarja, ki pa seveda govori tudi o bezjakih, za Trubarja je bilo nekako zelo jasno, da Slovenci obstajamo, ne, kot narod, kot neka skupnost, ki jo on dobro pozna. Potem se pa, ne, se pravi, gre za neke vrste regresijo, ta zavest kar nekako izgubi in ima pravzaprav še par sto let kasneje probleme France Prešeren, ki v svojih pesmih, ne, se pravi, vremena bodo Krancem se znesile, pa seveda misli na Slovence, pa do Zdravljice, ker so Slovenci zelo jasno izpričani, se pravi, Prešeren ima pa dosti kasneje s tem še vedno na nek način težave, ne, tako da je naša ta zgodovina oziroma njen razvoj zelo zanimiv in zelo pester. No, glede na to, da je ura 1, bi zdaj dobro, sem dobil drugačna navodila, ne, najprej je bilo tako dogovorjeno, da bo odmor, pa očitno organizatorji so to drugače predvideli, bojec se, da bodo po odmoru prisotni udeleženci zapustili to stvar, no pa bomo potem kar začeli z razpravo, tako da mislim, da izhodišče je bilo dovolj zanimivo, izzivalno in kar prosim, da se kar z dvigom rok javite za razpravo. Smo v drugem domu parlamenta, sicer kot vidite v stari dvorani, neobnovljeni, da zaradi dvorane se seveda ne moramo primerjati z Državnim zborom, sicer se pa čutimo nekako enakovredne, ampak to ni naša stvar, ker denar nam daje pač Državni zbor. Prosim torej, kdorkoli ima karkoli, pa bi rad javno povedal, se snema, bo predvajano. Izvolite. Kar prosim, ja, če pridete za govorniški oder, se predstavite in zaenkrat ne bomo imeli, sicer pa načeloma 5 do 10 minut lahko govorite. Izvolite. Še mikrofonček. Lepo zdrav, moje ime je Boštjan Kojc. Vse skupaj bi vas lepo pozdrava. Mogoče za otvoritev diskusije, kaj druga pa tudi ne, bi se zahvalil organizatorjem in bi pohvalil tudi
to predstavitev. Jaz sem zelo vesel, da se taka dela pojavljajo, zaradi tega, ker me naša zgodovina zanima, veliko ljudi, ki jih poznam tudi. In upam, da bo več takih stvari, ki bi se tudi po možnosti prijele in spodbudile nas vse skupaj k temu, da bi z veseljem bili ponosni na naše prednike, na to, kar smo zdaj in kar smo še lahko v prihodnje. Hvala lepa. Hvala. Prosim za naslednjo razpravljalko oziroma razpravljalca. Ja, prosim, kar pridite, izvolite. Pozdravljeni, moje ime je Mitja Fajdiga. Sem zelo navdušen nad to predstavitvijo, ko sem poslušal o vseh naslovih, ki jih je predstavil Andrej Šiško in se vprašal, kdo jih je izbrskal. In ker sem sedel zraven Dimitrija Kebeta, ki je tudi samostojni raziskovalec, sem ga vprašal in je rekel, da jih je mnogo teh je on izbrskal, toliko da velja omeniti tudi Dimitrija Kebeta. Hvala lepa. Naslednji. Smem jaz dodati nekaj k temu? Ja, lahko, ja. Ja, Izvolite. dejansko je pri nastanku te debele knjige sodeloval uredniški odbor in vsi, ki so v tem uredniškem odboru, so zaslužni za to, da je ta knjiga nastala. Jaz sem jo samo dejansko napisal. V uredniškem odboru so pa sodelovali Dimitrij Kebe, Blaž Babič, Franc Krnjak in pa doktor Duša Karnel Umek. Tako da vsem tem gre zahvala za to, da je ta knjiga, ta študija dejansko nastala. Hvala lepa za pojasnilo. Ja, gospod na levi, prosim, izvolite, imate besedo. Anton Gričnik, publicist. Najprej bom izdal eno zadevo, pred mano je sedel en gospod in je, zdaj je odšel in je, nimam dosti prakse. In je celo tole razlago ves čas zmajeval z glavo. Zelo vehementno in sem pričakoval, da bo zdaj izbruhnil. In verjetno bo ob tem še marsikdo izbruhnil. Jaz se pa čudim, kaj je z našimi zgodovinarji, da so takele stvari, če so to resnične, zamolčali in da se o tem ne piše več. Zakaj mi Slovenci tako sebe zapostavljamo in tako se namotimo, da je že kar groza in strah. Vse najslabše o sebi mislimo, drugi so pa vsi najboljši. To me moti in bi prosil tukaj, da nekdo, nek zgodovinar, zdaj le malo par besed pove, kako je mogoče, da je naša zgodovina tako mimo dejstev šla in še kar naprej gre, če je tole vse res. Tudi sam sem kar precej šokiran, me pa po drugi strani zelo veseli, da se take stvari odkrivajo in da se odkrivajo tudi naše prave korenine, da smo bolj ponosni in da bomo več dali nase in lepše napredovali in še bolj. Hvala lepa. Hvala. Mikrofon je prižgan, torej ja, gospod, prosim, izvolite. Lep pozdrav vsem. Glede na to, da ste pozvali zgodovinarje, pa so noben v glasu, bi pač jaz prosim, če se predstavite. Ker jaz nisem zgodovinar, Milan Štruc, nisem zgodovinar, ampak ker sem noben od zgodovinarjev ni v glasu, bi jaz samo rekel to, da gre vse priznanje Državnemu svetu za to, da je omogočil predstavitev te knjige v tako širokem obsegu. Ker do zdaj se je to v nekih ozkih krogih se je diskutiralo in vedno tako, da so na eni strani bili vedno tisti, ki so zagovarjali teorije kontinuitete in na drugi strani teorije priselitve, tako da med sabo nekega dialoga nikoli ni prišlo. Kar je dodatno pomembno, se mi zdi, da je ta informacija, da je knjiga nastala brez kakršnekoli državne podpore, skratka brez denarja davkoplačevalcev. Mi vemo, zdaj, koliko tega državnega denarja gre za razne raziskave, humanistične in zgodovinske in tako dalje, deluje neka grupa o etnografiji in podobno. Zdaj smo dobili neke podatke preko tega
seznamu, ki objavlja, katere avtorske pogodbe so šle v nekih milijardnih zneskih in tako dalje. Tu je pa treba tole knjigo delati za svoj denar, za svojim delovnim časom, brez kakršnega državne podpore. To je druga stvar, ki je treba tle poudariti. Zdaj, seveda o tem diskutirati, ali gre za slovenski jezik, praktično skoraj nima smisla. Se je gospod Vramec, Anton Vramec, ne Anton, to napisal že v naslovu. Skratka, ne vem, seveda on se temu ne more več tukaj zagovarjati, ampak če je v naslovu to napisal, verjetno potem o tem nima smisla govoriti. Tudi o tem, kam je spadal Zagreb v tistem času, ko je on to knjigo pisal, seveda, če gledamo to karto, je spadal Zagreb pod Slovensko kraljevino. Zakaj manjka prva stran v hrvaškem izvodu? Vprašajte se. Jaz vam ne bom povedal, sami se vprašajte. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji govornik ali govornica, ja, prosim, izvolite. Prosim, če se predstavite. Viljem Kralj. Na kratko bi samo opozoril na neko objavo, ki je bila objavljena pred približno 40 leti in sicer v časopisu Delo, zelo slamežljivo na nepomembnem mestu, velikosti, ne vem, centimeter pa pol, centimeter, o srednjeveških cehovskih zapisih, ki so bili najdeni v Varaždinu in so v čisti slovenščini. To se pravi, da popolnoma potrjujejo tudi Antona Vrameca. To je eno, drugo pa sem imel priliko poslušati na zagrebškem, torej prvem programu Stare slavonske pjesme. To je čista slovenščina. Toliko, hvala lepa. Hvala lepa. Ja, gospod Dular, prosim, izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovani. Prej so bili pozvani zgodovinarji, jaz nisem zgodovinar, sem pa jezikoslovec in v tem smislu tudi nekaj o zgodovini jezika, saj vem. Zelo se je treba paziti, kadar uporabljamo besede slovenski, pa ne samo slovenski, tudi druge, ali mislimo na ime pokrajine, na ime države, na ime naroda, na ime jezika. Te reči se ne prekrivajo in v zgodovini se je to velikokrat prepletalo, ne samo v zgodovini, še danes se nam dogaja na velikih mednarodnih športnih prireditvah, kot veste, da slovaško zastavo obesijo na mesto slovenske ali pri himni so bile težave in tako naprej. Če so danes te reči še zmeraj zmedene pogosto, ko imamo svojo državo in komunikacije na svetovni ravni tečejo, kaj šele si lahko predstavljamo, kako je bilo pred 500 leti. Zlasti je bilo takrat zelo poudarjeno to, rekel, pokrajinska fevdalna zavest, pa brez slabšalnosti mislim, ampak to je bila poglavitna reč, namreč fevdalec je bil lastnik, to je bilo zelo pomembno. Torej, če je nekdo takrat rekel slovenski, pa čeprav je potem zraven rekel še jezik ali narod in tako naprej, je treba to jemati z veliko, ne bom rekel z veliko previdnostjo, ampak ne identificirati tega z današnjo našo slovensko narodno ali jezikovno zavestjo. Meni se nikakor ne zdi sprejemljiva trditev, da je kajkavščina slovenščina v današnjem smislu. Lahko pa, da se je nekoč pač na nekem območju ta beseda slovenski ali slovenščina, ne ravno slovenščina Slovenija in tako naprej, uporabljala za neko območje, ki je deloma danes na ozemlju Slovenije, deloma na ozemlju današnje Hrvaške in tako naprej. In če se tukaj zaletimo, lahko pričakujemo samo
samo škodo temu, kar realno danes lahko imenujemo slovensko z današnjega stališča. Glejte, zagrebška slovenska škofija, to je, kako boste z današnjega stališča to rekli. Pa to ne pomeni, da se je prebivalstvo tukaj spremenilo. Prebivalstvo je isto, etnos je isti. Tudi realna govorica ljudi je ista, kakor je bila. No, 500 letih se sicer spremeni tudi narečje nekaj, ampak vendarle. Ampak meje, zavest, pokrajinska, državna, narodna in tako naprej, se je pa deloma tukaj, ne deloma, ampak močno premikala. Vse deloma je bilo tukaj povedano, migracije so imele, še danes imajo, gledajte, težave imajo muslimani, da rečem Turki v Nemčiji, ali so tam narodna manjšina in tako naprej. Tudi migracije na Balkanu, na območju današnje Republike Hrvaške, so bile velikanske in so imele posledice tudi pri jeziku, tudi pri narodni zavesti, da rečem državni zavesti ali pokrajinski zavesti in tako naprej. Naš ilirski ali slovenski narod, je citat iz Vramca, naš ilirski ali slovenski narod. Vsi pa vemo, kaj beseda ilirski je pomenila pred 200 leti. Omenuje kolega Božič Ilirija oživljena, Slovenci smo bili razglašeni tako rekoč za Ilire, hkrati pa ilirizem kot glavno narodno prebudno gibanje v 19. stoletju za Hrvate. Zanimivo tudi Temlin in pozneje še Kizmič kot začetnika prekmurskega slovenskega knjižnega jezika govorita o slovenskem jeziku. Takrat, ko je potem še 100 let pozneje ali 200 let pozneje, kot je bilo tudi rečeno, Prešernu še zmeraj ni bilo čisto zanesljivo ali enoumno, ali je krajinščina ali je slovenščina in tako naprej. To se je takrat zelo hitro preverjalo, zlasti po letu 1848, po mladi narodov, ko so narodi vendar se skušali konstituirati v nekem zaokroženem smislu in se je iskal jezik, oziroma ime jezika za to zaokroženost, ki do takrat ni obstajala v tem državno-političnem upravnem smislu. Ampak so bile razbite pokrajine in zdaj pa je bilo treba najti vendarle nekaj, kar bi pokrajino presegalo in bi ustrezalo jezikovnosti na podlagi narodne zavesti. Če govori nekdo, da je to čista slovenščina, poglejte, če berete Krleževe balade Petrice Karenpuha, to je kajkavščina v smislu knjižnega jezika, kot ene izmed sestavin iz zgodovine, pa tudi še iz sedanjosti, navsezadnje hrvaškega jezika, če ga spet, bom rekel, kot neko sintezo skušamo doseči. Vsekakor pa jaz pričakujem seveda še živahno debato, bi si pa zelo ne želel, da bi ta zadeva, ta debata se navezala ali pa izvenela v tistem smislu, v kakršnem je tam na koncu prejle pisalo venetološko ostijari. Lepo vas prosim, tudi državni svet naj se ne spusti tako nizko. Hvala lepa. Hvala za razpravo. Zdaj pa gremo naprej. Ja, prosim, naslednji. Mislim, da je bilo treba nekaj vse napovedati na te besede. Vse bomo potem. Kar izvolite. Pozdravljeni, zelo sem vesel, da se taka zadeva dogaja, da dobivamo dokumente
In upozoril bi vas na dve stvari. Gospod Janez Dular se je skliceval na zadeve izpred 100 let, 200 in podobno. Tukaj so bile pa predstavitve mnogo starejših zadev. Torej, jaz se na te stvari mogoče spoznam iz ene druge perspektive. Poglejte, če prevajate hrvaški jezik ali pa tudi tako imenovani srbo-hrvaški, je pa vse to isti jezik. V osnovi, v korenskih besedah več in manj enaka zadeva. Malce premešano, malce drugače, okrog obrnjeno. In to pomeni, da je bilo to v bistvu nek enoten kotu jezikovni in tudi vsebinski in tudi vrednostni, ki se je potem počasi razdeljeval in seveda odcepljal. Oglejski patriarhat je bil pač neko enotno območje in tudi ukinjeno šele 1570. približno leta, niso smeli več obredja opravljati, ki pa je bilo samostojno od Rima, in 1847 se pa tudi ta oglejski patriarhat v bistvu oziroma v tem obdobju približno prepove in dobesedno ukine. No, ampak omenil bi, da je v bistvu pri nas v bistvu odnos do zgodovine Slovencev sovražen. Uradno sovražen, poudarjam. Če pogledate recimo Situlo, ki je eno temeljev slovenstva, ne boste najdeli detajlov na internetu. Skratka, Mladinska knjiga je objavila leta 1970 recimo eno monografijo, kjer je noter recimo par posnetkov detajlov. In jih na spletu ali enostavno jih ne morete dostopati. Valvazor je v knjigo lahko kupite za recimo 800 €. Ne morete pa kupiti teh knjig recimo oziroma dobiti v elektronski obliki na enostaven način. To sem že večkrat povedal in se ponavljam. Če pogledate, kaj je bilo za socialistično republiko Slovenijo, greste na Wikipedijo, vidite tam nek grb in nek venec, boste videli samo 2 stavka na Wikipediji. In videli boste sicer tudi originalni SVG, skratka v SVG varianto grba, ampak enostavno dobite samo črno-beli grb med nekim zasedanjem, ko je bilo leta 90 pač zasedanje neke državnega zbora oziroma pač zbora pač v parlamentu, vidite pač iza Bučarja pač tisto sliko tega grba, ampak v črno-beli varianti. Skratka, odnos do zgodovine, tudi sodobnejše, je katastrofalen. Zato, ker se jo hoče uničiti. In lihkar bodo rekli, da smo nastali leta 90, nazaj pa ni bilo ničesar. Omenil bi, da je bil odnos do fevdalcev popolnoma drugače, kot smo prejle slišali. Skratka, pri nas je bilo podobno kot v etrurskih in podobnih krajih, so bile pač močni knezi, ki so precej bili odvisni tudi od svojih kmetov, ki so jih ustoličevali in podobno. Skratka, pri nas je veljala dejansko neposredna demokracija mnogo bolj in se je ta način vladanja oziroma sovladarstva se je pač nadaljeval na drug način, kot si ga mi danes predstavljamo. Skratka, feudalizem je bil vsiljen in kasnejši in diktature tudi. Tako da je jasno, da je tudi to del ponarejanja, kar smo prejle slišali. In še zadnje, kar bi omenil, zakaj je tak napad na slovenščino in na slovenstvo? Skratka, slovenski jezik je fonološki jezik. To pomeni, da so posamezne črke so simboli. O pomeni celota, cel O, celo, celo to, a ne? T pomeni telo. Skratka, hočem vam povedati, da so slavni Venci ali Slovenci, to je izjemna kultura, ki je vgrajena v sam jezik. Pa tudi, če je kje, kakor je Šiško omenil, ukanje ali kje, skratka, kakšna črka spremenjena na poseben način. In osti jarej pač pomeni os ti
a rej, v reji, v kraljevski reji. Nažalost je to vedno narobe prevedeno, ampak dajte včasih tudi dobesedno poskušati kaj razumeti. In če je človek os, pomeni, da je samostojen in neodvisen od zunanjih vladarjev. In mi danes potrebujemo točno take države, države ponosnih ljudi, ki so ost, okrog katerih se marsikaj zavrti in ki so ponosni na sebi in ki so kraljevski. To potrebujemo. Rej je namreč kralj, a ne? Lep dan. Ladislav Spis. Hvala lepa. Ja, predlagam, da ne nadaljujemo polemike v zvezi z razlago tega pozdrava ali kar naj bi že bil Osti Jare, ampak da govorimo dejansko o Vramcu in njegovi knjigi. Besedo ima dr. Alenka Šivic Dular, prosim. Lep pozdrav vsem prisotnim. Kratka bom, kajti mislim, da res znanstvene razprave spadajo na znanstveno področje, bi pa morala s presenečenjem ugotoviti, jaz sem mislila, da bom prišla na predstavitev knjige, sem pa prišla na učno uro slovenske zgodovine in ne vem še česa, ne? Jaz bi predlagala to, oziroma najprej nekaj elementov povedala, potem bi pa predlagala. To, da je Vranec rojen v Fridavu ali v okolici Fridava, to je današnjega Ormoža, to je ugotovil hrvaški jezikoslovec, ki je kajkovskega rodu, bomo rekli, Jembrih Alojz. Ta avtograf je bil najden pač v arhivih Dunajske univerze, ki je pokazal, odkot je. Predtem na Hrvaškem niso mogli najti, odkot bi izviral ta gospod. Niso našli nobene rodovine in celo v zvezi s priimkom so bile težave, ker ni ne na Hrvaškem in ne v Sloveniji priimka Vramec danes, ali pa ni zabeležen kasneje v zgodovini. Zelo možno je, da je ta Vramec samo pisna, neka pisna zaznamba za Vramec. A veste, to je pa moja, bi rekla, domneva iz predavnih let bila, ampak je težko dokazati oziroma nemogoče. Glejte, Vramca, ki je potem celo življenje praktično deloval na področju, ki ga je gospod kot slovensko kraljestvo Regnum Sclavorum omenjal, to je pač, tam je sodeloval oziroma tam je deloval in tudi, če je bil izvorno govorec narečja svojega okrog recimo Ormoža, se pravi štajerskih narečij, je 100% že zaradi svoje službe moral prevzemati jezik okolja, v katerem je delal. In v tem času je težko, da bi ta prostor bil enak in identičen tistemu, kar je bilo v osrednjem. To sta dve tradiciji. Zdaj, glede vprašanja, ali je ta tradicija Vramčeva povezana, ali jo lahko štejemo za prvi knjižni jezik. Glejte, iz te Vramčeve tradicije je nastal hrvaški kajkovski knjižni jezik. Hrvaščina je imela več jeder za nastanek knjižnih jezikov. In to imela je čakovskega na 2 mestih ali pa celo na 3, štokovskega že v Dubrovniku, v Bosni in v Slavoniji kasneje, ko so prišle te migracije. Skratka, položaj teh govorov je drugačen, in kajkovskega zgoraj. Ampak ne gre za to. Mi bi morali biti na Vramca ponosni predvsem z tega stališča, kot smo na druge ljudi, ki so narojeni tukaj, pa odidejo v nek drug prostor, v tem primeru Vramčev je slučajno to zelo bližnji prostor in ustvarjajo v nekem drugem jeziku. Glejte, ali je to, ta jezik njegov, jezik 16. stoletja na prostoru Ormoža, to bi morali šele jezikovni zgodovinari, to se pravi zgodovinska dialektologija dokazati. Ampak do zdaj ti elementi manjkajo. Imamo pa pri Ramovšu cel spisek skupnih razvojnih potez med tistim, kar se šteje za genetsko slovensko in tisto, kar se pripisuje kajkovščini. Tako da tukaj so neki zgodovinski procesi tudi jezikovni bili iz nečesa, kar je bilo izredno sorodno. Pred 1000 leti pa sploh, saj so lahko solunski Slovani šli praktično brez prevodov ali pa z minimalnimi popravki nekih fonetičnih sprememb na Morovo. Tako so bili ti jeziki sorodni. Tako da mi ne moremo z današnjega stališča gledati nazaj. Mislim pa, da vsi, ki smo tukaj, moramo priznati,
da nam gre za samozavest našega naroda, samo jaz jo vidim v drugih stvarih. Jaz jo vidim v tem, da priznamo slovenskemu človeku, da v katerem koli jeziku je kaj naredil, da se mu to prizna. Lahko je tudi v drugem. Nič manj ni Slovenc in nič ni manj zaslužen recimo za ta narod, kot nekdo, ki je delal v slovenščini. Ali pa nekdo, ki je prišel v Slovenijo, pa je v slovenščini delal, čeprav je njegova materinščina drugačna. In predvsem moramo se potruditi, da če je v srednjem, vidim kolega zmaje z glavo, ampak jaz sem jezikoslovka, ki se ukvarja od indoevropščine slovanskim jeziki, a veste, imam to pač, lejte, v malem prstu bom rekla. Mislim, da moramo, da bi morali predvsem bi se poskrbeti za to, da v vsakem trenutku Slovenija in Slovenec oziroma Slovenci dosegamo maksimalne razvojne standarde svoje dobe. Če smo imeli to smolo, da nismo imeli svojih kraljev o pravem času, Bog pomaga, nismo imeli, potencial pa za to naš ni nič manjši. Pač jih nismo imeli. Lejte, država propada, ampak ne propada zaradi tega, ker smo Slovenci, ampak zaradi tega, ker nas ne vodijo pravi ljudje. Lejte, tako. Ja, no, da se razumemo, vsekakor pri razpravi o Vramcu mi ne moramo od Venetov naprej vsega v isti koš, da to prostite. O stvarih, prosim, oprostite, gospod, mogoče ste vi Venet, ampak znate venecko? Lejte, jaz nisem predstavnik venetske teorije, to vsi tukaj vemo, da sem tudi imela polemike s tem in da pač tega ni mogoče nikako dokazati. Jezikoslovje je matematika, a veste, ne more biti kar tako enkrat drugače, kakor se kdo spomni. Fonologija, gospod, vi ste termin uporabljali na svoj način, slovenščina, fonološki jezik, jaz ne poznam nobenega jezika, ki ne bi bil fonološki. Ja, oprostite, da... Ampak to gre že daleč, ne? Skratka, ni jezika, ki ni fonološki. Ker jaz vodim razpravo, prosim, da pustite gospe, da pove svoje in da potem drugi, ki nasprotuje ali ima svoje mnenje, to pove, da ne bomo niti v razredu, pač to ni dopustno. Glejte, jaz se ne razborjam in nikogar ne prepričujem, ampak vsak med nami se dobro spozna na zelo ozek del znanja, ki ga ima človeštvo. Povsod drugod smo pa amaterji. Jaz pa lahko rečem, da se tukaj pa spoznam. Ja. Se upravičujem, pričakujem znanstveno razpravo o jeziku. Jaz ga bom sama preštudirala potem, ne po prevodu, ampak po faksimilu, da bom videla, kako je. Ampak vse te oblike na veste, ki jih imate vi tukaj, to je izrazita kajkovska, pa celo, kako da ne, pridevniška skladnjata. To sem pa jaz... Poglejte si pri gospodu doktoru Torkarju, boste videli, da je to štajerska in bezjaška oblika. Vi uporabljate termin kajkovci. Povejte mi, Vramec pozna kajkovce, uporablja on to. Da prekinem, ne, gospa Šivičeva, ne moramo na to raven iti. Gospod Šiško se lahko oglasi kasneje, prosim, če vi končate, ampak tega dialoga tukaj ne moramo dopuščati. V jezikoslovju je veliko terminov, ki so se začeli kasneje uporabljati drugače. Ena skupina teh je v zvezi s hrvaščino kajkovski, čakovski in štokovski. To so vsi tisti govori, ki namesto za vprašalnico rečejo kaj, eni rečejo što in drugi rečejo ali pa šta, drugi rečejo ča. Na podlagi tega znaka, ne na podlagi jata ali kaj drugega. In v tem smislu so Slovenci tudi kajkovci, ker imamo tak kaj. Ampak ne hrvaški. Ja, ne hrvaški kajkovski. Recimo drugi primer, samo tako, da boste videli, danes vsi uporabljamo Balti, baltski narodi, baltsko jezero, ampak to je tudi izraz, ki je prišel iz jezikoslovja sredi 19. stoletja. Ni realen, a veste, ni to v govorjeni govorici bilo tega jezika. Tega pojma ni bilo. Kajkovci... Ga ni bilo, ja, točno to, vi ga pa uporabljate, za Vramca. Ne, Vramec ga ne uporablja, oprostite. Čakajte. Jaz sem rekel, da je nastal v začetku 19. stoletja. Torej, vi uporabljate pojem iz 19. stoletja in ga nekritično prenašate v 16. stoletje. Gospod Šiško in gospa Šivičeva, prosim, če se ne pogovarjate tako dialoško, prosim, da se držimo... Ne, dialoško, nimata vidva tukaj dialoga, ampak gospa Šivičeva naj pove
svoje, drugi naslednje prije gor in tako, sicer pa ne moremo razpravljati, prosim. Ne, gospod bo verjetno kaj bolj pametnega povedal, jaz pač se ne morem strinjati, da če se govori o eni knjigi, da se o 5000 letih govori. Kdo govori o 5000 letih, gospa? Hvala lepa, doktor Šivičeva, hvala lepa. Naslednji, prosim, če se predstavite. Moje ime je Blaž Babič, iz uredniškega odbora prihajam in sem spremljal knjigo, proučevanje tega, bi pa povedal eno sodobno dejstvo, izhajajoče iz knjige, če preštudirate, je bil gospod Alojz Jembrih, eden izmed ključnih strokovnjakov v navednicah, ki je na hrvaški strani skrbel za pohrvatenje, prehrvatenje sedanjega Kajkovskega. Njegov sin oziroma sorodnik Mario Jembrih je zdajle odprl na Facebooku skupino Magika Kajkovskega jezika in podobno in se je pohvalil, da mu je v zadnjih 2 letih uspelo registrirati na svetovnem seznamu jezikov nov jezik, kajkovščino. In izhajajoč iz vsega, kar sem do zdaj spremljal, glede tega, mi je jasno, da mu je uspelo to izključno na podlagi tega, ker slovenski jezikoslovci niso vzpostavili obrambe slovenskega jezika in niso uspeli dopovedati, da ni tretjega jezika med Slovenci in Hrvati, ampak da gre ali za enega, ki je prepleskan z drugim, ali obratno. In kar imenujemo danes kajkovščina, je logično slovenščina prepleskana s hrvaščino, kot se je dogajalo tudi z ilirizmom. In ko si boste knjigo pogledali, upam, da vam bo postalo jasno. Hvala. Hvala lepa. Ja, na ta način lahko diskutiramo. Ja, prosim, naslednji govornik, prosim, če pridete. Izvolite. Marko Hrovat. V bistvu je zanimivo, da se različne plati predstavljajo, saj to je pozitivno pri tej predstavitvi, ker običajno se samo eno plat slišala, zdaj sta se obi 2 plati. Ampak vendarle bi opozoril na to, da se določeni izrazi pravilno uporabljajo za določeno obdobje. Uporablja se izraz Slovani, ki mogoče večina ne ve ali pa jih nekaj še ne ve, nastala šele v začetku 19. stoletja. Se pravi, ne moramo govoriti o Slovanih iz Soluna, ker takrat Slovanov ni bilo. So bili Sloveni in slovenski jezik je že v staroslovenskem jeziku oziroma cerkvenem jeziku in tako naprej, tam ni nobenih Slovanov. In je tudi zelo jasno, kako je do te povezave prišlo. Potem je treba vedeti, da tukaj govorimo o 2 nekompatibilnih sistemih. In sicer na eni strani slovenske jezikoslovce, slovenske zgodovinarje in hrvaške jezikoslovce in hrvaške zgodovinarje. Slovenski jezikoslovci so v bistvu ženska plat, biti bi temu rekel hrvaški, pa moška plat. In sicer ta ženska se stalno umika nekim moškim napadom, ki jih Hrvati s svojim načinom povzročajo. In to je čisto jasno, se ni kakšnih skrivnosti tukaj. V bistvu slovenski jezikoslovci recimo branijo slovenski jezik, ja pa, oziroma ga predstavljajo, ja, se je slovenski jezik, ampak dajmo biti ponosni, da imamo tudi koga iz današnjega slovenskega ozemlja, ki je tudi nekje na tujem neki ozemlju, na tujem ozemlju nekaj dosegel. Pa je to res bilo takrat, v 16. stoletju tuje ozemlje. Danes je, a je bilo takrat tako? Tudi v kakšnem tujem jeziku, če je bil takrat jezik enoten? V slovenskem tujem jeziku. V bistvu gledati to, kar je zdaj za današnjo mejo, pa tudi sicer za takratno, ampak jezikovna meja pa takratna ni bila, je bilo prav eno in isto vse skupaj. In zdaj na eni strani Hrvatje, slovenski jezikoslovci, slovenski jezik predstavljajo kot slovenski to, kar je v današnji Sloveniji, vse, kar je slovensko, pa zelo podobno slovenščini, kot katerokoli narečje, samo toliko različno od današnjega slovenskega jezika, ga že proglašajo, da to sicer je podoben, ni pa to slovenski. A je to res?
zakaj pa bovški ali pa prekmurski jezik, ki je tudi različen od slovenščine, zakaj pa ta jezik tudi tako različen, praktično isto kot kajkavščina. Potem na drugi strani imamo pa vrzel, ki jo slovenski jezikoslovci in zgodovinarji ne pokrivajo, jo pa nasilno pokrivajo hrvaški zgodovinarji, zaradi tega, ker jim niste tega preprečili, ne samo vi. Cela vrsta stotine plačanih akademikov je, ki tega ne počnejo, medtem ker hrvaški pa so plačani in počnejo podlosti ponarejanja. In ta dva sistema nista kompatibilna. Na tak način mi ne moramo naprej voditi dialoga s Hrvati. Hrvati proglašajo, mi govorimo, da je slovenski, kar je slovensko napisano, ni slovensko, Hrvati pa na drugi strani proglašajo, kar je slovensko in očitno po jezikovnih analizah praktično eno od slovenskih narečij razglaša za hrvaščino in pri tem ostane. To sta dva nekompatibilna sistema, ki sta nemogoča. Je treba tukaj v osnovi spremeniti mentaliteto. Hrvati so prepotentni, slovenski jezikoslovci so pa impotentni. Bi še nekaj rad povedal. V bistvu te izraze je treba primerjati na obdobje, o katerem govorimo. Jaz sem tudi raziskal marsikaj, pa ne bom zdaj razlagal, ker bo čez 2 meseca predstavitev slovenskega jezika bistveno starejša dokazana, kot je pa kjerkoli pisni zapis do zdaj. Mogoče boste tudi takrat rekli, da ni slovenščina, pa vam rečem, da je toliko slovenščina kot današnja primorščina. Brez skrbi, da bom dokazal. Upam, da boste prišla na predstavitev. Ampak kar je pomembno? Pomembno je, da mi govorimo, da se omejujemo v meje današnje slovenščine. Kot je gospod Šiško pokazal, je to razumljivo, ker so bili Slovenci stalno dodelili, da se jim je neka meja, do kjet lahko sežejo in so segali samo do slovenske meje. Naprej so si Hrvati izborili s svojo prepotentnostjo, da so zasedali slovenska ozemlja, slovenske avtorje proglasiti za hrvaške in tako naprej, da ne bom predolg. Zdaj pa treba seveda, če nekdo tako gleda, je pa treba se v njegovo stališče uživeti, zato da bo razumel, kako nemogoča stališča zastopa. Današnja Slovenija je taka, jaz ne bom zdaj o Sloveniji govoril in drugih pokrajinah izven tega območja, ampak bom govoril o današnji slovenščini, ki jih definitivno priznavate za slovenska in za slovenska narečja. Da si pa zamislite, tako kot stvari tečejo, čez 100 let. Prekmurje bo pod Madžarsko, Dolenjska bo pod Hrvaško, del Štajerske bo pod Avstrijo, del Primorske ali pa kar celotna bo pod Italijo in vi boste začeli, oziroma nekdo na vašem nivoju bo začel čez 100 let razlagati, da to sicer so podobna narečja oziroma so podobni jeziki, kot je slovensko, ni pa dolenščina slovenščina in vse tisto, kar je stoletja pisalo na dolenskem slovensko, to ni slovenščina. In kar je v Prekmurju pod slovensko pisalo, to seveda čez 100 let bo nekdo trdil s to omejeno pametjo, da to ni slovenščina. Kako je to mogoče? Na tak način slovenske znanosti ne moramo več porivati naprej. Ne moramo več razvijati naše znanosti, ker smo zakrneli v glavah in sicer tudi drugače. Mi moramo dejstvom dati prosto pot in jih dokazati. Ne tako kot Hrvati, da slovensko razglasijo za hrvaško. Pa vemo, smo videli, da Hrvatov do 16. stoletja sploh čez na tej strani Kolpe ni bilo. Kako lahko Hrvati trdijo potem iz vidika Dalmacije, ker so bili takrat šele prišleki, da je Slovenija v bistvu hrvaški jezik. Danes to lahko trdijo, ker so se tam inkorporirali. V času Vramca je pa to nemogoče, to je nevzdržna trditev. Ta način ne morejo iti naprej. Potem pa hrvaški jezik. Jaz, ko sem raziskoval hrvaški jezik, oziroma kolikor poznam, pa se to sploh ni jezik, to je umetni jezik. Hrvaščina ni nič drugega kot srbščina pomešana s slovenskim jezikom oziroma slovenskimi dialekti. To je hrvaščina. Hvala lepa. No, mislim, da smo bili že kar precej izčrpni, glede na to, da
smo izpustili odmor v nasprotju z prvotnim predvidenim potekom te seje. Bi vseeno imel, mislim, da smo slišali kar nekaj zelo zanimivih in koristnih stvari, opozoril. Mogoče bi tukaj pristavil še svoj lonček, ker sem se tudi preko beril ukvarjal s temi stvarmi, se pravi, zelo jasno se je pokazalo, da nekaj je seveda jezik, nekaj drugega je pa potem recimo narodna ali državna pripadnost, ne, da dejansko so te stvari lahko zelo različne in da so se tudi skozi zgodovino močno spreminjale, odvisno seveda od realne politične in gospodarske moči. Vam dam konkreten primer, če greste v Trst na pokopališče Svete Ane, pa kot veste, v Trstu se je od nekdaj govorilo, da so bili Italijani tudi po jeziku seveda v veliki večini, Trst je bil sicer slovensko največje mesto po številu Slovencev v mestu, ampak če greste na to pokopališče, so gotovo, sem bil že ne 3-krat, preko 60% so to slovenski priimki. Preko 60% v Trstu. Ne. Zdaj pa drugi primer, da moramo biti tukaj zelo previdni, oboje izberil, ne sicer od sketa, ki smo jih slišali prej, ki so nastajala proti koncu 19. stoletja, ampak iz prvih srednješolskih beril za nižjo stopnjo Blajvajsa, Janeza Blajvajsa, tako imenovanega očeta slovenskega naroda in njegove skupine, in v teh berilih imamo nekaj zelo zanimivega. Namreč, če pogledate, tam je Istra obravnavana kot slovensko ozemlje. Istra je obravnavana kot slovensko ozemlje, s tem, da pač je kar nekaj člankov na to temo, ker vsi veste, da v določenem območju je seveda Kranjska pokrivala, dežela Kranjska, tudi Istro, Reko in mislim, da še Kvarnerske otoke. Ampak, pazite, se pravi, kot da je to slovensko ozemlje v smislu dežele Kranjske. Ampak, v 50 letih, tam nekje okoli 1850, in to je v berilu, je imel dr. Janez Blajvajs v Kranjskem deželnem zboru govor, ki je potem bil objavljen v šolskem berilu, danes si to težko predstavljamo, se pravi, da je šlo za kakovostne nastope, in v tem govoru je jasno povedal, da narodnostna, oziroma on je rekel, jezikovna meja med Slovenci in Hrvati je, nisem mogel verjeti, ko sem to prebral na reki Dragonji. Janez Blajvajs je to v parlamentu deželnem povedal. Zdaj pa to, kar je rekel gospod Šiško. Mi, če se spomnite v osnovni šoli, jaz sem starejšega datuma, smo se učili, Slovenija je nekako 1/3 ozemlja, ki so ga poselili Slovenci, pri čemer vedno govorimo severna pa zahodna meja. Vam dam primer za zahodno mejo. Ponovadi se reče, Furlanska nižina so bili Furlani, potem seveda pač italijanska država, Benečija so bili pa že Slovenci. Imamo v berilu eno pesem Ivana Trinka, ki je kot profesor v Vidmu našel dokument iz 12. stoletja, se predstavljate iz 12. stoletja, in na podlagi tega dokumenta je nastala pesem, kjer ne v tem goratem beneškem predelu, ampak v Furlanski nižini, se pravi tam naprej od Vidma proti notranjosti Italije, so vasi s slovenskimi priimki. Se pravi, tam je dejansko so živeli Slovenci, ki so se seveda potem asimilirali. In kje nastane problem? Problem nastane, ker nimamo potem seveda svojega državnega pokritja. In kdaj, vsej kolegica Dular je to lepo nakazala, in tudi tisti, ki ste rekli, da je problem ta naša državnost 20 let, da je nismo sposobni niti imeti, zdaj vprašanje zaradi koga, ali ker ne cenimo zgodovine, ker nimamo ustreznih politikov, kar je mogoče povezano tudi z volilnim sistemom, ki smo se mu tudi posvečali v državnem svetu, pa smo zdaj dali tudi pobudo, da se te stvari presodijo, ker mislim, da so temeljne. Skratka, pogledajte, mi smo zavodili vlak dejansko za časa celjskih grofov, se pravi v 15. stoletju, kar je povezano z idrijskim rudnikom. Živo srebro so odkrili prepozno. To je moja teza. Odkrili so ga tam nekje približno v tistem času, ko je Kolumb odkril Ameriko, in vam dam primer, živo srebro je predstavljalo, mislim, da 20% proračuna Habsburške monarhije. Samo podatek, na dvorišču gradu v Idriji je bilo, angleški potopisec je to napisal, sočkov živega srebra, to je bilo po 50 kil, v vrednosti 150 ton zlata, si predstavljate, kakšna vrednost, enkrat, ko je bil on tam, skratka, to je strahoten kapital, in če pogledate zgodovino celjskih grofov, oni so imeli ogromno gradov praktično po celem Balkanu, ampak kaj se je zgodilo,
Ulrih II. Celjski, to sem bil pa v Celju, sem se malo bolj seznanil, imate zelo lepo razstavo, priporočam, je hotel postati celo bosanski kralj, ogrski kralj in na Kalemegdanu so ga ob spopadu s Turki, kar je tragično seveda, madžarski knezi 7-krat prebodli in takrat, po moje, se je končala dejansko za dolgo časa slovenska državnost. Če bi mi s celjskimi grofi seveda na nek način dobili realno moč, bi dejansko se naša zgodovina odvijala popolnoma drugače. No, to je še moj pogled, tako pristavil sem lonček, zdaj bomo pa dejansko končali v tem smislu, razprava je bila živahna, mislim, da dovolj odprta, nadaljujete jo lahko potem v predverju, bi pa še prej gospa Karnel Umojkova povedala ne sklepe, ker jih ne moremo, ampak predloge za obravnavo na komisiji, kjer bomo mi potem na naslednji seji to obravnavali. Gospa Karnel Umek, prosim. Pobudnik razprave mi kaže, da je čas nekako, 2 uri smo predvideli za celoto skupaj z odmorom. Zdaj, če bi vi še kaj povedali, pa izvolite, pa potem z vami končamo. Perkič Štefan, prvo zadevo, ko smo želi govorili v celjskih grofih, bomo rekli, da so bili knezi. 11. bomo rekli 9. novembra 1456 so ga umorili na Kalemegdanu, umorili so ga Hunjadi. Našo zgodovino ves čas ponarejajo. Hunjadi so v bistvu ogrski, povišani plemiči strani Habsburžanov. To je pomembna zadeva, ki jo je treba poznati, da ugotovimo, zakaj cerkev še danes vsako leto v vseh cerkvah, tudi v Angliji, na dan 9.11. ob 12. uri slavijo. Ti z bitko s Turki je čist druga zgodba, kolikor ste brali madžarske zapise. Boste videli, kaj je Fehar Vadi bil v resnici. To je ta prva zadeva. Zdaj se bom pa vrnil nazaj na zgodovino. Slovenščina je izredno bogat jezik, posebno v dialektih. Nikjer na svetu ne boste najdeli na tako majhnem ozemlju toliko dialektov. Naša slovenščina, ali bomo pa rekli, ker jezikoslovci so zavestno potapljali slovenski jezik. Všeč mi je, da je Šiško omenil mesto Krajin. Ni rekel srbski Kranj, ampak je rekel Krajin, ker izhaja iz krajine, pokrajina je bila. Mi poznamo zgodovino, dobro poznamo, imeli smo tudi samoglasnike. Samoglasniki jasno povejo z naglasi, mi smo izgubili akcente. Ena zelo dobra zadeva, ki pa Šiško ni omenil, je vezana na Zadar, je vezana na roko relikvijo v Anžuvincev. Slovenska krvna linija je vezana na Anžuvince. Pustimo potvorbe bomo rekli Sofoja. Zdaj bomo pa vrnili, zakaj to govorim. Omenjali ste Vramca. Vramec res lahko se piše iz besede Framec. Framec je pa osnova za svobodnjaka. Poznamo ime Fram izhaja iz Freiheim. Mislijo, da je nemškega izvora, pa ni nemškega izvora. Imamo besede za živali, za ribe, po celotni Dalmaciji ali pa v našem Barkovle, pejte, pa vprašajte, kako se imenujejo ribe. Zakaj slovenščina več teh izrazov nima? Zato, ker je to namerno nekdo čisto. Mi imamo izrednega, kako bi rekel, skonaka smo imeli, to je bil Jernej Kopitar. V Sloveniji nima niti enega spomenika. Imamo ga za Miklošica, ker je uničeval slovenski jezik. Prodal se je Habsburžanom. To je prva zadeva. Imamo recimo ime za ptica Čižak je. Nemško je Cajs. Pa vemo, da nimamo zdaj izraza originalnega več za Liška, ki je srbski izraz, bil je pa to Štigelček. Štiglic je to. Izhaja slovenskega izraza Štigelček. Pogledate stare izraze in boste ugotovili, kje je ime. Ena zelo zanimiva zadeva je akanje. Na Dolenjskem tudi pravijo agen. Jagnje Božje, agni je, ognje je. Hvala. Hvala lepa.
Mislim, da smo bili dovolj demokratični. Gospa Duša Krnel Umek, prosim. Predlagamo naslednje, da se vnuku pri navedbi Vramčeve kronike popravi to, kar smo dali za navedbo, za CIP in za navedbo literature v Kobisu, na pravo ime Anton Vramec, kar je zdaj napačno in ni tako, kot je v originalu in v faksimilu kronike. Drugo, da se v učbenike vrne nazaj kot pisec prve zgodovine Vramec in da se ti avtorji, ki so bili do prve svetovne vojne obravnavani kot avtorji slovenskega slovstva, Pergošič, Habdelič in drugi, spet uvedejo kot avtorji slovenskega jezika. In tretjič, da se ena od šolskih institucij poimenuje po Antonu Vramcu, prav bi bilo pa, da bi se tudi katedra za zgodovino kot prvem zgodovinarju imenovala po Vramcu. Tako bi popravili vsaj del tega izgubljenega vedenja, ki se sistematično izgublja od druge svetovne vojne naprej. In od prve pa se je začelo. Hvala lepa. No, o teh predlogih bomo razpravljali na prvi naslednji redni seji komisije in potem o tem seveda tudi glasovali. Mnenje, državni svet, kot veste, po ustavi pravzaprav oblikuje samo mnenja. In na ta način razprava se lahko nadaljuje še zunaj v preddverju. Vsem se zelo lepo zahvaljujem za udeležbo in s tem končujem 24. sejo Komisije za kulturo, znanstvo, šolstvo in šport. Hvala lepa.